Seveda, tako sem povedal in tako bo, saj nismo otroški vrtec. Tako je na naše vprašanje, ali bo prihodnji teden dal odpoved, odgovoril maksilofacialni kirurg Vojko Didanović. Isto smo vprašali njegovega kolega Tadeja Dovšaka. Zapisal je le: 2 leti govorimo, kaj se bo zgodilo, zdaj pa so vsi presenečeni. Dovšak, do nedavnega predstojnik kliničnega oddelka za maksilofacialno in oralno kirurgijo, je lani septembra takole opozarjal v zvezi s prepovedjo dela v javnih in zasebnih ustanovah. Če bo zakon sprejet takšen, kot je, bo to konec maksilofacialne kirurgije v Sloveniji. Morda. Zdravniki ne le, da grozijo z odpovedmi, po nekaterih informacijah naj bi celo sami umetno ustvarjali čakalne dobe, da bi se posegi prenesli na zasebnike. Po naših informacijah je bil v tako imenovani knjigi pacientov po maju 2026, ko delo pri zasebnikih javnim zdravnikom ne bo več dovoljeno, za določen poseg naročen le en človek na dan. To nam posredno potrdi tudi predstojnica. Nekaj rezerve v čakalnih dobah imamo pri ambulantni kirurgiji in trenutno celo precej skrajšujemo čakalno dobo.